Bravo, Senada. Kar še en korak bližje. Ajde, gremo. Ljudska fronta, vojnik kontra, hej, hej, hej. 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 Antiimperialisti in antiimperialistke, mirovniki in mirovnice, nasprotniki NATO, imperialističnih vojn in oboroževanja. Vsi, ki ne zasedate zahodni propagandi, vojnih hujskačem in euroatlantskim politikantom. Danes smo se zbrali, da jasno pokažemo, da ne bomo več hlapci Washingtona in Brusla. Zato skupaj s tovariši in tovarišicami od Soluna do Štokholma protestiramo proti oboroževanju, NATO paktu, diktatu Evropske unije in oblasti kapitala. Trenutno v Hagu poteka vrh NATO, kjer vodstvo zveze in voditelji držav članic brez kakršnega koli posveta z nami razpravljajo o naši prihodnosti. Glavni sklep letošnjega srečanja je povečanje vojaških izdatkov držav članic na 5% bruto domačega proizvoda do leta 2032. To je v skladu z agendo vladajočega razreda Zahoda in trenutnega generalnega sekretarja NATO Marka Rutteja, ki je ob nastopu funkcije v svojem govoru dejal, da moramo preiti na vojni način razmišljanja. Slovenska politična elita bo danes v tem parku, ograjena od navadnih ljudi in varovana strani represivnih organov, praznovala restauracijo kapitalizma v Sloveniji in vključitev v imperialistični tabor. Zase imajo celoten kongresni trg, nas pa so izrinili na drugo stran trga, k spomeniku žrtvam vseh vojn. Ta spomenik pa ni naš spomenik, saj ne pristajamo na to, da bomo umirali v njihovih vojnah. Ne bomo se šli boriti na tuje fronte za interese ameriškega, nemškega, izraelskega in francoskega orožarskega kapitala. Isti politikanti, ki se bodo danes tu objemali in govorili o prihodnosti in miru, so pred 14 dnevi glasovali za dvig vojaških izdatkov. Govorijo o ponovni uvedbi vojaškega roka in nas podrejajo interesom kapitalističnega reda.
Zavzemanje za mir je postala puhlica evropskih birokratov, ki v istih stavkih govorijo o miru in oboroževanju, vojaškem uroku in pravici do samoobrambe. Politični razred Evrope hujska za vojno, zavzemanje za mir pa je poslano na smetišče zgodovine. Slovenska vlada z eno roko obsoja genocid v Gazi, z drugo roko pa sodeluje z izraelskim okupatorskim režimom, omogoča prevoz in kupovanje izraelskega orožja in se izogiba uvedbi sankcij proti Izraelu. Hkrati podpira ameriške napade in podaljšuje sankcije proti Iranu. Na mestu podpiranja agresivne imperialistične politike Zahoda bi se morala Slovenija zavzemati za mirovniško politiko, se začeti povezovati z državami, ki se dejansko zavzemajo za mir in sprožiti ostre sankcije proti imperialističnim silam. Imperialistom niti zrna! Med nami so stari in mladi, saj bomo prav vsi trpeli učinke militarizacije. Kot prvi, ki bomo vpoklicani v vojsko, smo dijaki in študentje. Vojna propaganda se je v zadnjih letih močno ukrepila. Že v srednjih šolah v okviru šolskega procesa propagirajo uspešne kariere za tiste, ki bodo poslali morilci ali pa bodo umorjeni na tujih frontah. Spregovoril bo dijak Rok iz dijaškega kolektiva Strehca. Zveza NATO je že od svoje ustanovitve namenjena služenju interesom ameriških in zahodnoevropskih kapitalistov. In prav tako velja tudi danes. V ta namen redno pošilja mlade umirati, kjerkoli obstaja ovira imperialističnemu izkoriščanju globalnega juga, naj bo to Irak, Afganistan, Sudan, Libija ali naša bivša skupna država Jugoslavija. Današnji svet se zaradi agresivne politike Zveze NATO nevarno bliža še eni imperialistični vojni. To je še enemu pokolu brez drugega cilja, kot več ničel v bančnih računov vojnih dobičkarjev, naftnih korporacij in kapitalistom zvestih politikov. Mi bomo čutili posledice njihovega pohlepa, naj bo to v namišljeni obrambi Evrope pred rusko grožnjo ali pa v Iranu za nadzor nad agenti in nemoteno nadaljevanje genocida v Palestini. Dijaki se protestu pridružujemo, ker se ravno v srednjih šolah najbolj čuti pritisk militaristične politike Republike Slovenije, Evropske unije in NATO pakta. Govorimo o propagandnih plakatih, promocijskih strojnicah, pismih in celo obveznih predavanj v sklopu pouka. Podporo vojske rinejo v apolitične srednje šole, kot da eksponentno višanje sredstev za vojsko ni politična odločitev, ampak le nujna poteza za obrambo domovine. Poleg tega vojska ponuja vojaške štipendije za dijake, s katerimi se dijaki zavežejo k delu v vojski po končanem šolanju. S tem vojska povečuje število zaposlenih z izkoriščanjem dijakov v socialno šibkejših pogojih. To je nemoralno plenilstvo države, ki bi nas morala ščititi, ne pa uriti za boj v interese tujega kapitala in Zveze NATO. Vlada Republike Slovenije pa si tudi želi zvišati število rezervistov z malo več kot 1000 na 30 000. To in samo s propagando, štipendijami in praznimi obljubami načeloma navidezno dobre zaposlitve ne bo uspelo. Zato je obvezni vojaški rok zelo verjetna naslednja poteza vlade. A ravno to najbolj zadeva dijake, saj smo mi tisti, ki smo primerni za služenje vojaškega roka zaradi naše starosti. Tako bi zapravili našo mladost in čas šolanja kot kanon futar na tujih frontah. Ljudska fronta, vojni kontra.
Vlada najde denar za zvišanje vojaškega proračuna na 3% BDP-ja do leta 2030 ter na 5% do leta 2032. A doma jim obenem gorijo dijaški domovi, katerih je premalo in denarja, za katero obnovitev ni. Primanjkuje tudi kadra v šolah, učbeniki so še zmeraj plačljivi, ter javni prevoz je za veliko dijakov predrag. Militarizacija nikoli ni prinesla miru. Povečano število vojakov in vojaške opreme je v zgodovini pripeljalo le do premnogih vojn, katerim dijaki odločno pravimo ne. Zato stop militarizaciji, stop NATO paktu in stop propagandi na javnih srednjih šolah. Veš kaj, gremo, NATO pakt, NATO pakt. Kaj? Evropske države skupaj s Slovenijo pod diktatom Washingtona in Bruslja še vedno financirajo in politično podpirajo Izrael, ki izvaja genocid nad Palestinci. Naš boj proti militarizaciji in rabi javnih sredstev za oboroževanje je tudi boj za osvoboditev vseh narodov, ki jih zatira zahodni imperializem. Naslednja bosta spregovorila Naj in Leon, tovariša iz liste demokratičnega študentstva. Živela osvobodilna gibanja po svetu, živela Palestina! Ajde, vso sreče. Idemo! Živeli! Zdravo! Vsaka vlada v zgodovini Izraela je v Palestini izvajala etnično čiščenje, naseljenski kolonializem in apartheid. In vsaka vlada v zgodovini Slovenije je sodelovala z Izraelom. Vojaško, gospodarsko, politično, institucionalno. Temna resnica je, da je prek tega sodelovanja Slovenija vpletena v izraelski kolonializem in sedaj še genocid nad palestinskim ljudstvom. In ne samo genocid, ekocid, domocid, šolocid. Trenutna vladajoča politika performativno hlini ogorčenje in se izgovarja na svojo nemoč, češ da ne more ukrepati proti genocidu, ker se pač s tem ne strinjajo vse članice EU. S tem želi zakriti strukturno vloge naše države pri ohranjanju sistematične normalizacije in nekaznovanosti izraelskih zločinov. V Sloveniji kot obrobni državi imperialnega centra namreč vsakokratna vladajoča politika deluje kot kompradorska birokracija, torej kot podizvajalec nadnacionalnih organizacij, kot sta EU in NATO ter držav in kapitala centra pri kolonizaciji, izkoriščanju in opustošenju drugih delov sveta. Genocid in druga grozodejstva imperializma torej podpiramo preko članstva v EU in v NATO. Evropska unija je nedavno namenila milijone za največjo izraelsko državno obrambno korporacijo, ki je neposredno vpletena v genocid v Gazi. Frontex pri nadzorovanju in prestrezanju beguncev uporablja iste brezpilotne drone, kot jih uporablja izraelska vojska pri izvajanju genocida nad palestinskim ljudstvom. Tudi NATO. Tudi NATO ima z Izraelom vzpostavljeno dolgoletno, vojaško, obveščevalno in tehnološko partnerstvo.
Poleg tega spodbuja normalizacijo vojaškega sodelovanja med Izraelom in arabskimi državami ter izvaja militarizacijo Sredozemlja, s čimer si zagotavlja pomorsko prevlado in posledično nemoten dotok orožja v Izrael. Sireno. To podizvajalsko partnerstvo Slovenije v zločinih pa ni celotna slika. Upravljalci naše države ohranjajo business as usual z Izraelom tudi za voljo lastnega razrednega interesa. V načrtu imajo nakup za več kot 30 milijonov evrov izraelskega orožja, odpirajo nove letalske povezave, še vedno dovoljujejo uvoz izdelkov iz nezakonitih naselbin in nasplošno ohranjajo vse ravni bilateralnega sodelovanja z naseljensko kolonialno tvorbo. Tudi na področju kulture, športa, izobraževanja, znanosti in tehnologije sodelovanje potekajo nemotno. Univerza seveda ni nobena izjema. Kot ideološki aparat kapitalistične države ščiti interese vladajočega razreda. Zato ni presenetljivo, da slovenske univerze niso prekinile sodelovanja z zionistično-fašistično tvorbo. Radio Študent je poročal, da v okviru programa Obzorje Evropa slovenske univerze med drugimi sodeluje z izraelskima inštitutoma Technion in Weizmann, ki imata očitne povezave z izraelsko orožarsko industrijo in vojsko. Ampak tukaj se ULAN ne ustavlja in še naprej sklepa nove projekte, naprimer z vojaško-tehnološkim projektom Sparkov. Arsalan, is it okay if I just say your name? Because it's hard to pronounce your surname. Hvala po zavzetvi za svobodno Palestino. Želimo s današnjim govorom upozoriti na vlogo, ki jo igrajo NATO, EU in Slovenija v sistemu, ki omogoča takšne grozote, kot je izraelski kolonialni genocid v Palestini. Ta sistem, imperializem, temelji na presežnem izkoriščanju ljudi in narave dežel na robu globalne hierarhije za voljo akumulacije kapitala v centru imperija. Zato sta antiimperializem in antikapitalizem ključni komponenti v boju za svobodno Palestino. Naš skupni boj naj bo podporo vsem zatiranim množicam sveta in naj naslavlja vse akterje, ki z aktivno ali pasivno podporo ohranjajo ta zatiralski sistem. Prizadevati si moramo za organiziranje onkraj posameznih protestov, za dolgoročno antiimperialno gibanje. Naša največja, a hkrati minimalna odgovornost je, da se borimo z našimi odločevalci. Za izstop iz NATO, za konec imperialističnih politik Zahoda, za konec genocidov. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Invazije in vojne, ki jih Zahod pod taktirko ZDA izvaja nad drugimi narodi sveta, so razlog, da so delovni ljudje perifernih držav prisiljeni bežati iz svojih domov. So neposredne žrtve imperializma. Ko pa pridejo, so nizkotno izkoriščani iz strani istega sistema, ki jih je pregnal iz njihovih domov in držav. Boj za delavske pravice migrantov je tudi naš skupen boj. Zato nas bodo zdaj nagovorili tovariši iz ambasade ROK. Hello everybody. As an organization that brings together many refugees, we have a lot to say about experiences of war. We did not end up in Slovenia by choice. We were forced to seek protection after normal life in our countries was no longer possible. After shootings, bombings, arsons and killings became everyday occurrence in our cities, and after our countries were completely destroyed.
Pozdravljeni! Kot organizacija, ki združuje mnogo beguncev, imamo veliko povedati o izkušnjah vojne. V Sloveniji se namreč nismo znašli po lastni izbiri. Sem smo se zatekli po zaščito potem, ko normalno življenje v naših državah ni bilo več možno. Ko so streljanje, bombardiranje, požiganje in ubijanje v naših krajih postali vsakodnevni pojavi in ko so bile naše države popolnoma uničene. We are very familiar with the ideas of leaders who see militarization as the solution to all problems. They always say that all we need is a few more weapons and a slightly stronger army, and we will be safe, free and strong. Believe us, there is never any end to these demands. Our countries have indeed been flooded with weapons, often of European origin, but instead of security and development, we have received nothing but state repression. We have received civil wars, coup d'etat, and genocide. You can very quickly find yourself in a situation where serving in the army or paramilitary militia becomes the only profession available to young people. Zelo dobro so nam znani pozivi voditeljev, ki v oboroževanju vidijo rešitev na vse probleme. Vedno pravijo, da potrebujemo le še nekaj orožja in še malo močnejšo vojsko, pa bomo varni, svobodni in močni. Verjemite, te zahteve se nikoli ne končajo. Naše države je res preplavilo orožje, pogosto evropskega izvora. A namesto varnosti in razvoja smo dobili državno zatiranje, dobili smo bratomorne vojne, državne udare in genocide. Zelo hitro se pride v situacijo, ko postane služenje v vojski ali paradržavni milici edini poklic za mlade ljudi. Treba je še ugotoviti, our new homeland use the same ideas and constantly speak about war. What is even worse is that these calls are being made by European countries that are still plundering and oppressing their former colonized. And as workers in Slovenia, we can say with great certainty that militarization is on the right path. Slovenia is a country with a rich history of international cooperation and solidarity, which is why it knows how to resolve conflict in a different way. But the money must be used for the prosperity of the people, for better wages, for housing. There is still time to create a different future together. Z veliko tesnobo spremljamo, kako se voditelji v naši novi domovini poslužujejo istih argumentov in ves čas grozijo z vojno. Še huje je, da te pozive sprožajo evropske države, ki še vedno tudi same plenijo in zatirajo bivše kolonije. In kot delavci v Sloveniji lahko z veliko gotovostjo rečemo, da militarizacija ni prava pot. Slovenija je država, ki ima bogato zgodovino mednarodnega povezovanja in solidarnosti. Zato zna na drugačen način reševati konflikte. Denar pa je treba uporabiti za prosperiteto ljudi, za boljše plače, za stanovanja. Še je čas, da skupaj ustvarimo drugačno prihodnost. Super, hvala vam. Dejstvo je, da na ZDA, NATO in njihov vazal Izrael vlečejo v 3. svetovno vojno. Zahodni imperialisti netijo konflikte na Bližnjem vzhodu, ker se tam nahajajo nafta, plin in pomembne strateške poti. Želijo si popolne dominacije v regiji in uničenje vseh, ki se upirajo zahodnemu imperializmu. Napad na Iran pod pretvezo jedrske grožnje je del istega scenarija. A prav ZDA in Izrael kopičita jedrski arzenal in vlagata milijarde v uničenje, da bi ohranila svojo nadvlado nad regijo in svetom.
Danes stojimo v bran Iranu, ker boj proti imperializmu ni nevtralen. Naslednji bo spregovoril Arsalan, raziskovalec na Filozofskem inštitutu SAZU, ki prihaja iz Teherana, mesta, ki ga sionistične in ameriške sile že 12 dni krvoločno bombardirajo. Živel Iran! Bravo. Last year, Ljubljana celebrated the 300th anniversary of Immanuel Kant's birth by invoking one of his noblest visions, perpetual peace. But today, that dream trembles. For now, from the very homeland of Kant, the highest political authority declares without shame, quote, Israel is doing the dirty work for all of us in Iran. And thus, a new chapter of devastation is being written in the bloody soil of our beloved Middle East, a region where for more than 70 years it is not perpetual peace but perpetual war that has been imposed upon its people as daily reality. At the heart of such declaration, the question must thunder in our minds. Who is this all of us? There are two V's. One is the V of those who wage war in our name. Politicians who swell military budgets while letting hospitals decay, a school crumble, and the fragile threads of social life fray beyond repair. The other V is the one we invoke here today. It is the V that stands with the Enlightenment, the V that keeps alive the vision of Kant, the V that still dares to dream of a Europe grounded not in steel and blood, but in reason, justice, and effective solidarity with the oppressed. We gather today not only to denounce war and the rearmament of Europe, but to sound the alarm. A Europe of enlightenment and perpetual peace is on the brink of erasure, and unless we act boldly, widely, and together, that Europe may vanish like smoke in a rising storm. But the front line of this collective struggle is clear. It begins with an ambiguous condemnation and active resistance to genocide unfolding in Gaza. It begins with a cry that will not be silenced. Stop the massacre now! In these past 12 days, we have witnessed how the inferno in Gaza has leaped across borders, carried by Israeli strikes and soon echoed by American assaults on Iran. These attacks, as recognized by international observers, are not merely acts of aggression. They are war crimes. They are violation of international law. To those who still believe in the dignity of peace, we say, condemn the attack on Iran. Demand a halt to the descent into annihilation. Withdraw all support, political, economic, ideological, from the Netanyahu government and its genocidal agenda.
Iranian people face deep problems with their own government. But let one thing be clear. These are the battles of the Iranian people themselves. No foreign power has the right to hijack their struggle with empty slogans like liberating the Iranian people. Slogans that are but masks for imperial fantasies of regime change. No, echoed once again by Netanyahu and Trump. Let us not be deceived. Let us not allow the language of liberation to be used as a veil for imperial conquest and colonial domination. Let me end with the words of a poet, a Palestinian poet, Mahmoud Darwish, whose people have lived too long being his words shadow. على هذا الأرض ما يستحق الحياة. على هذا الأرض سيدة الأرض. البدايات النهايات كانت تسمي فلسطين. صارت تسمي فلسطين. سيدتي استحق لعنك سيدتي استحق الحياة. And the English translation, please. We have on this land what makes life worth living. On this land there is the Lady of the Earth, the mother of beginning, the mother of endings. It used to be called Palestine. It will be called Palestine. My lady, I deserve, because you are my lady, I deserve life. Free, free, free Palestine! Sprehodili po Cankarjevi, kjer bomo zavili vse do Prešernove ulice. Ustavili se bomo pred ambasado ZDA in Nemčije, potem pa še mimo Ministrstva za zunanje zadeve. Spet se srečamo pri Vladimira Gregorčičevi. Prosim, da sledite velikemu transparentu, ne bomo več hlapci NATO. Za vse pa da vas še pozorjam, med nami je tudi mrzla voda, če bi kdo pil, lahko jo najde v vozičku pri 2 redarjih. Evo, gremo! Ljudska fronta, bojni kontra! 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 Ljudska fronta, bojni kontra!
Teroristi! Sionisti! Teroristi! Sionisti! Teroristi! Viva!
Ludzka
tarče plazijo pred NATO-om in Evropsko unijo, molčijo o genocidu in podpisujejo zločine z uradnimi žigi. Izobešena palestinska zastava je zgolj simbolična gesta, ki v dejanjih nič ne pomeni. Zahtevamo sankcije proti zionistični, teroristični tvorbi Izrael! Zahodu je tudi boj za svet, kjer ne bomo živeli pod diktatom kapitala. Mi! Mi, delavci in delavke, mi ustvarjamo vse v tej družbi. Vladajoči kapitalistični razred pa hoče iz našega težko prigaranega denarja financirati tuje vojne. Tega denarja ne damo! Socialno državo, za šole, vrtce, zdravstvo, domove za ostarele, za stanovanja. Na odru se nam bo pridružil tovariš Gregor iz ekosocialistične iniciative Klas skupaj s govorom stanovanjskega bloka. Zdravo vsem skupaj, lepo nas je videti v takem številu. Danes smo se zbrali, ker natovska politika naše vlade postaja vse dražja in vse bolj nevarna. Pred 5 leti smo za vojsko plačali 500 milijonov evrov. Letos hočejo 1400 milijonov evrov. V Hagu se... V Hagu se bodo jutri zavezali, da bomo do leta 2035 zanjo namenili 3800 milijonov evrov. Do zdaj je bila vojska samo dobro plačana služba. Zdaj hoče iz nje narediti neplačano obveznost za vse moške. Zato ne moremo več samo gledati, kaj se dogaja. Moramo se organizirati, da ustavimo to norost. Vsem nam je jasno, da se ne oborožujemo zato, ker bi bili kot država zares ogroženi, ampak zato, ker je tak diktat NATO pakta. Tega ne skrivajo niti naši politiki. Jasno je, da se ne oborožujemo za lastne potrebe, ampak za profite tuje vojaške industrije. To priznava celo naš finančni minister. In jasno je, da večina državljank in državljanov tega noče. To pa pomeni, da lahko to norost skupaj ustavimo. Skupaj smo močnejši od teh politikov tukaj. Oni to vedo, zato nas hočejo prevarati. Pravijo, da je denarja dovolj za vse.
Zakaj pa potem načrtujete skoraj 2 milijardi proračunskega primanjkljaja? Zakaj sprejemate pokojninsko reformo, ki bo na dolgi rok znižala pokojnine upokojencem, delavci pa bomo morali delati še dlje? Govorijo nam, da bo šel denar za dvonamensko rabo. Kakšno dvonamensko rabo imajo finske Patrije, izraelske havbice in francoske rakete? Po vojske zdravlja bolnike. Bo vojska skrbela za otroke, ostarele, gradila stanovanja? Ne, tovarišice in tovariši, vse druge sektore hočejo podrediti natovskim interesom in mi jim moramo to preprečiti. Vojaški sektor počasi jemlje sredstva socialni politiki, predvsem stanovanjski, ki je že tako ali tako finančno podhranjena. Medtem ko najemnine segajo v nebo, se bo 700 milijonov evrov vložilo v Patrije in le 100 milijonov evrov v stanovanjsko politiko. Vojaška industrija in vladajoči nas prepričujejo, da ne potrebujemo novih študentskih domov, več javnih najemnih stanovanj, ampak stroje smrti za obrambo pred nevidnim sovražnikom. Večina delavcev, med njimi tudi veliko tujih, zaradi neurejene stanovanjske situacije daje za najemnino več kot polovico svoje plače. Predlaganega nepremičninskega davka ne bo, prav tako ni načrtov glede regulacije najemnega trga. Poleg tega pa se še povečuje neprofitna najemnina. Država se prilagaja domačemu kapitalu, tako kot se z oboroževanjem klanja evroatlantskim vojaškim industrijskim mogotcem. In tem politikam pravimo odločen ne. Ne bomo plačevali za natovsko orožje. Še manj bomo služili v natovski vojski. Nikoli pa ne bomo kolaborirali v natovskih vojnah. Zato ne NATO, mir nam dajte in smrt okupaciji, svoboda Palestini, ni predaje. Poskušajo naši politiki opravičiti v dvojni rabi orožja in iskanju neobstoječih sovražnikov. Dveh obupnih poskusih, kako se nas, delovne ljudi, katerih denar se pošilja v Bruselj, obrne stran od tega ropa. Tovarišija iz antiautoritarne platforme poziva. Slovenska oblast in
že sprejela odločitev za vojno. Slovenska oblast je že sprejela odločitev za vojno. Slovenska oblast je že sprejela odločitev za vojno. Ta odločitev se odraža tudi v dramatičnem povečanju sredstev za oboroževanje, morebitni uveljavitvi vojaške obveznosti, v posrednem in neposrednem sodelovanju pripadnikov Slovenske vojske v oboroženih spopadih in misijah NATO. NATO ostaja zastopnik in vojaško krilo za zaščito in uveljavitev interesov vladajočih razredov zahodnega imperializma. Je branik režima kapitalistične in patriarhalne dominacije, ki je utemeljena na kolonializmu, zatiranju in izkoriščanju večinskega dela sveta. Je orodje sistema za podrejanje celotnih teritorijev in družb, njegovi oblasti, vplivu in nadzoru. Vrh NATO bo potekal v času, ko Izrael z odločilno podporo zahodnih zaveznikov Palestino spreminja v grozeči pekel človeštva, genocid nad tamkajšnjimi ljudmi pa še naprej golta nedolžna življenja. Aktualni zločini v Palestini nazorno kažejo vse tisto, kar je z dominantnim sistemom narobe. NATO pakt in Evropska unija ter Slovenija so zastopniki tega sistema, lokalne vlade pa njuni zvesti podizvajalci. V celoti zavračamo oboroževalno histerijo in višanje sredstev za vojsko, ki jo pod pritiski ZDA organizirata EU in NATO, saj temeljita na vojni propagandi in hujskaštvu, njun cilj pa je uresničitev interesov vojnih dobičkarjev in vojne industrije ter zagotavljanje nadaljne nadvlade zahodnega imperializma. Vojni kontra, ljudska fronta, vojni kontra, vojni kontra. Naloga vsem nas, ki vojne ne želimo niti zase, niti za kogarkoli drugega je, da zgradimo najširši družbeni konsens proti vojni in ga organiziramo v družbeno silo, ki se bo zmožna zoperstaviti oblastni norosti. Bodimo pesek, ne olje v stroj militarizma. Proti vojni in fašizmu gradimo solidarnost in odpor! 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 Ljudska fronta vojni kontra, hej, hej, hej! 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 Danes smo pokazali, da interesi kapitala niso zmagali, da ljudstvo še ni upognilo hrbtov in da se ne bomo predali. A en protest ni dovolj. Organizirati se moramo naprej, da bo naš antiimperialistični, mirovniški, revolucionarni glas zares slišan! Zadnji govor, pogovor socialističnega študentskega društva Iskra. Besedo predajam tovarišici Lauri. Danes in jutri v Hagu poteka vrh Zveze NATO.
Na srečanju se zagovarja še bolj intenzivna militarizacija, za članstvo v paktu bomo morali za vojsko prispevati 5% našega BDP-ja. Prav tako je pred meseci neizvoljena Evropska komisija, ki vlada z dekreti, sprejela vojno-hujskaški proračun, ki namenja 800 milijard evrov za oboroževanje. Naša kompradorska država in njeni vladajoči razred sta to brez premisleka sprejela. Ne gre za varnost, gre za posel francoskega in nemškega kapitala. Mir in varnost ne temeljita na kopičenju raket. Evropski politikanti na pobudo orožarske industrije namenjajo milijarde za oboroževanje Ukrajine, s čimer podaljšujejo vojno, v kateri zasebni kapital kuje mastne dobičke. Finančno in politično podpirajo tudi Izrael, ki izvaja genocid nad Palestinci, ki ne bi bil mogoč brez pomoči Zahoda. In mi smo se tu podredili. Naši politiki krepijo vojaško gospodarstvo in militarizem, ki postavljata dobičke pred človeška življenja. Nov val vojaških izdatkov preusmerja sredstva iz javne blagajne v žepe orožarskih korporacij. Delovni ljudje pa bomo še bolj trpeli varčevalne ukrepe zategovanja pasu. NATO služi kot orodje ameriškega in zahodnoevropskega imperializma in brezkompromisno brani interese kapitala. Imperializem ni anomalija kapitalizma, temveč njegova najvišja in nujna faza. Ko kapitalu zmanjka prostor za širitev doma, seže po svetu z ognjem, bombami in humanitarnimi lažmi. Prepričujejo nas, da imamo kot Evropa skupne interese, a to ni res. Slovenski, makedonski in srbski delavci nimamo nič skupnega z nemškim in francoskim kapitalistom. Bolj jasno, njihovi dobički, naše delo, njihovi varčevalni ukrepi, naša revščina, njihove vojne, naša življenja. Naša naloga je razkrinkati obraze vojnih hujskašev, ki profitirajo na ramenih delovnih ljudi sveta. Grims, Janša, Logar, Golob, Pahor, Fajon, Tonin, Merz, Macron, Vsi so hlapci kapitala. Sistem kapitalističnega izkoriščanja in imperialističnih vojn je globalen. Zato mora biti tudi naš boj internacionalen. Od sobote dalje je po mnogih državah NATO članic ljudstvo že stopilo na ulice proti oboroževanju, militarizaciji in zvezi NATO. S tem se tudi današnji protest priključuje mednarodnemu boju. Delavci drugih držav niso naši sovražniki. Naš sovražnik je mednarodni razred imperialistov in kapitalistov, ki se na smrt boji mednarodno organiziranega delavskega gibanja. Ne bomo pustili, da nas kapitalistična manjšina še naprej vleče v svoje vojne, ki terja naše žrtve. Proletarci vseh dežel, združimo se! Še enkrat ponovimo in razkrijmo imena vojnih hujskačev.
Pa še neslovenski, Merz! Macron! Pa tudi slovenski, Rupel! Grošelj! Brezov! von der Leyen! Gas! Rutte! Zelensky! Trump! In Netanyahu! Vsi našteti so vojni hujskači, hlapci kapitala in nam lažejo in nas zavajajo. Dragi antiimperialisti, drage antiimperialistke, tovariši in tovarišice. Naš boj še zdaleč ni končan. Ta protest je le prvi korak v izgradnji mirovniške in antiimperialistične fronte. Ljudska fronta, vojni kontra, 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 vojni kontra, ljudska fronta, vojni kontra. To je prvi korak k izgradnji fronte, ki se bo postavila po robu domačemu vladajočemu razredu in tujim gospodarjem. Edina smiselna politična praksa je odprava domačega vladajočega razreda, domače buržoazije, ki nas zatira in drži štango imperialistični ureditvi. Sistem kapitalizma je globalen, zato mora biti takšen tudi naš upor. Dol s kapitalizmom, dol z imperializmom, naj živi ljudski upor, naj živi antiimperialistična fronta! Razpuščamo shod! Razpuščamo shod! Ljudska fronta, vojni kontra, hej, hej, hej! 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 A boste vi v redu dol pršala? Če vam kaj pomagamo? Ja. V redu, srečno. Srečno. Hej! Ljudska fronta, vojni kontra, hej, hej, hej! Hey!
postati malo kričati.